To je bil ugriz, ki so ga slišali po celem baru. In slišala bom, ona nikoli več ne bo šla v bar, ker so tukaj neumni, idiotski ljudje. Reševalno vozilo je na poti, poskrbeli bomo za to. Počakaj, povej mi, kaj delaš? Ampak ta ženska, ki naj bi ugriznila, pravi, da nikoli ni ugriznila nikogar. Ali pa smo ga našli na tleh v baru. O moj bog. Razlagamo, kako je manjkajoči prst postal središče tega kazenskega primera. Torej, trenutno pregledujemo posnetke. Ali bodo posnetki pokazali, da ste jo napadli in ji odgriznili prst? Mislim, verjetno, ja. To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Novo leto naj bi bilo namenjeno praznovanju, novim začetkom. Namesto tega se je to novo leto končalo z barovskim pretepom. Ena ženska je izgubila mezinec, drugo pa so morali odpeljati v zapor. Je 1. januar 2025. Smo v okrožju Barron v Wisconsinu pred barom z imenom Mr. Bob's. Praznovanje novega leta je v polnem teku, a za nekatere se je leto 2025 že začelo grozno. Sploh ne. Vem, spravila se je tudi na mojo hčerko. V redu. Nej, Jazz! Šla je tudi ven in porinila mojo hčerko. Šla sem, prosila sem, da bo rekla, ne, zlom si Zgrabila me je. Začela me je udarjati. Porinila sem jo. Prijela za lase, ker sem začutila, da mi manjka konica prsta. Po poročilu policijske uprave Rice Lake so policisti prejeli klic iz centrale ob 0:37 ponoči, da je bila ženski v 60-ih odgriznjena mezinec. V poročilu piše, citiram, centrala je sporočila, da je storilka mlajša, svetlolasa ženska v modri majici. A ženska, ki jo je vpisala centrala, naj bi že odšla. Ja, ali kdo ve, kdo je rob? Pridi sem. Ne, policaji so za nami. Ali kdo ve, kdo je ona ali ne? Ne. Ne vemo. Ne zanima me, če veš. Vprašaj natakarja. Vse, kar me zanima, je, da potrebujem pomoč. Ali želite, da ukrepamo proti tej ženski, če jo najdemo? Želim, da jo aretirate. Konica mojega prsta je izginila. Prav, Samo pojasnjujem, glede na to, kar je pravkar rekla. mojega prsta ni več. Celega. Ja, Razumem. Pili smo. pomiri se. Grejo sem, zato se pomiri. Prvotno so nam povedali, da v Amberjevih ne hodimo v bare. To je prvič, da sem sploh... Ona pa res. Razumem, kaj misliš. Ona je zelo pomembna. Nikoli več ne bom šla v bar, ker so tukaj neumni, idiotski ljudje. Reševalno vozilo je na poti. Zdrži, počakaj, povej mi, kaj počneš, si nekje brez. Mene. Resno. Resno. Kdo te sploh potrebuje? Kaj bi ti naredila? Izgubila še en prst? Jaz ne bi ničesar izgubil. In njen fant je samo sedel tam. Kje bi bil? Bom lahko začel od začetka in me počasi vodil skozi vse skupaj. Počasi. Pridem ven, da se pogovorim s sinovimi prijatelji. Imam malo. Izklopila sem svojo hčerko. Šla sem k njej, pokazala je na njo. Rekla sem, zakaj si izklopila mojo hčerko? Že. Bil dveh. Kdo pa misliš, da si? Rekla sem, zakaj si odrinila mojo snaho? Ne poskušam povzročati težav. Zakaj si odrinila mojo snaho? Naslednje, kar vem, me je udarila, jaz pa sem jo prijela in ona je kot jaz spet je to naredila. Prijela sem jo za pedi na tla. Sploh me ni hotela izpustiti. Ne glede na to, kdaj sem jo poskušala odriniti v baru, sem jo poskušala odriniti stran. Ni uspelo. Tako sva se samo tepli in jaz sem jo držala za lase, ker ji nisem zaupala. Naslednje, kar sem vedela, sem začutila svoj prst. Začutila sem, da me je ugriznila, medtem ko sva stali, preden sva padli na tla. In zato je nisem hotela izpustiti. To je zato, ker nisem izpustila, da bi kdo kaj ukrenil, ampak nihče ni, dokler ni bilo prepozno. In moj prst je nekje tam na tleh. Moj mezinec je tam na tleh. Ona je nekje znotraj bara. Ampak ne bo tako. Ampak Rob, bila si zadaj, živijo. Slišala bi tvoje kričanje. V redu je. Ljubim. Kaj se dogaja? Ola pravi, da sem kar dobra. Si kar dober, kar nadaljuj. Samo počakaj, komaj čakam. Komaj čakam, umiri se, samo umiri se. Tukaj sem, da se pogovorim s tabo. Prav, moj prst. Moj mezinec je na tisti strani šanka, ob strani šanka. Lahko vam zagotovim, da se bomo po najboljših močeh potrudili, da ga najdemo. Bog, prosim, naredite to na njej. Ona je kot no. Vsekakor bomo. Ne, ni želela nadzorovati psa. Spravila se je na mojo hčerko. Spravila si se na njeno hčerko. Potem se je ona spravila na mojo hčerko. In sem pristopila k njej. Bila je neverjetna. Eno je podrla in jo je samo vzela,
Odščipnila mi je konico mezinca. Poglejmo si posnetek telesne kamere policistov, ki so vstopili v bar, da bi podrobneje raziskali, kaj se je zgodilo. Izkazalo se je, da si ena od natakaric dejansko zapomni ime skrivnostne svetlolase ženske. Kdo je druga gospa? Rekla bom, da je to Angela. V redu, blondinka, tukaj. Ne, stekla je ven skozi zadnja vrata. Ali imate sploh kakšen posnetek incidenta? Ani, Mike trenutno ni tukaj, ampak ga lahko pokličem in preverim. Ali veste, kje je prišlo do prepira? Bilo je prav tukaj. Obe natatarici sva dobesedno vsaka zagrabili enega in jih poskušali razdvojiti. Ja, sta se preprosto oba stepla in trgala drug drugega narazen. Nimamo pojma, kdo je začel, ničesar ne vemo. Ena je rekla, da je nekaj rekla drugi punci in druga punca... Tako je Angelino primek. Ja, prišla je in ti si očitno nekaj rekla. Jaz nisem nič rekla. Ja, prišla je k meni in rekla, sedela sem tam zgoraj, potem sem se obrnila in bila sta drug v drugem kot v škatli, dobesedno tako, kot da ju moraš ločiti in potem raztrgati narazen. Torej, očitno tista punca ne poznam njenega imena, ampak ona je... Angela Clark. Clark, čela RRQ. In kako vemo, ali smo 100% prepričani, da je to ona ali? Ja. Vred, Ona je, ampak ne, udari njeno ime. Ona, vsi vemo, kdo je ona, ves čas je bila tukaj. Ampak Angela jo je prvo udarila in potem, ne, to je Claire, prav. In tik preden je odšla, je prišla do njega in mu to izkulila iz rok. Ste končali, se vidimo naslednjič. Želiš, da kaj naredim s tem? Ali želi se v poleki ovadbo? Ja. V redu, si pripravljen zame napisati pisno izjavo? Seveda. V redu, ali si čutil bolečino, ko se je to zgodilo? Ja, razumem. Drži to ven skozi vrata. Hold it out the door. Alright. In potem je velika skupina ljudi odšla z njo in so šli tja. Tetel sem za njo, ampak beži. To ni več samo obramba. Smo v vozilu, nisem videl vozila. Šla je naravnost v uličico. Skupina ljudi je pravkar šla po tej uličici. Poročilo o incidentu potrjuje, da je ime osumljenke Angela Lynn Clark. Ampak ker je bilo toliko ljudi, ki so uživali v hrupnem in polnem baru za novo leto, jo je bilo težko najti. To je bilo, dokler eden od policistov ni šel skozi vrata, ki vodijo v uličico za barom. 1, 2... Ste vi Angela? Ja, nekdo pravi, da sem mu odgriznila prst. Ali ne moremo iti noter in dobiti kaj, naprimer burger? Hej, Kaver, kaj je novega? Hej, zunaj sem s tisto Angela Clark v uličici za barom. Naj sem. Policisti so zaslišali Angel o tem, kaj se je zgodilo. Trdi, da je bila ona napadena. Angela, mi lahko poveste, kaj se je danes zgodilo? Ja, neka punca me je napadla. Neka gospa, ki je bila starejša od mene in po naključju sem ugriznila. Njen prst je bil v mojih ustih. In kaj je imela ta gospa oblečeno? Ali veste, kako je izgledala? Ne, bila je samo starejša od mene. To je vse, kar vem. Bila je res veliko starejša od mene. Veš, kakšne barve majico je nosila? Je bila vijolična. Ne vem. Ne veš, ampak si se pa fizično spopadel, ne? No, ona je planila name, jaz pa sem samo pila svojo pijačo pri baru. Veš? Ona je planila name in jaz nisem napadla nikogar. Kaj misliš tem, da je planila nate? No, nekako me je napadla, nočem pa. Če te je prijela, mi samo povej. Lahko opišeš, nočem pa, da me dotikaš ali kaj podobnega. Oprosti. Ja, samo planila je name, me prijela in se spravila name na tla in take stvari. Tako da sem potem, veš, začela mahati in take stvari. Lahko svojo jakno tam? Jo, lahko potegneš nazaj. Samo hitro bi rad pogledal tvojo majico. Ja. Nisem želela nobene drame ali kaj takega. V redu, ne vem, zakaj me je napadla. Samo naročala sem pijačo na šanku. A veš, kdo je ona? Nimam pojma. Ali je prišlo do prepira z drugo žensko pred barom prej? Recimo, mogoče 30 sekund, preden se je to zgodilo. Ne. Angela je prisegla, da ni nikoli odgriznila ženski mezinca. A potem policisti najdejo dokaze, ki so jih iskali. V redu, ker očitno tukaj dobivamo dve popolnoma različni zgodbi. Resnica je ponavadi nekje vmes, kaj ne? Ja. Ampak govoril sem z drugo skupino. S tistimi, ki so žensko. Veš, s tisto, ki ima polovico mezinca. Moram misliti, da ti je všeč. Kot da je pustila, kot da sem našla. Ali pa smo to nagali na tleh v baru. Oh my god. Tako da trenutno pregledujemo posnetke. Ali bodo posnetki pokazali, da ste jo napadli in ji odgriznili prst? Mislim, verjetno, ampak ali je ona prva napadla mene? Torej, zgodba, ki jo dobivamo,
in bom ti jo predstavil, pa mi povej, kako se sliši, prav? Vredno. Torej, zgodba, v kateri so me obvestili, je, da je zunaj ženska, ki kadi cigareto, druga ženska kot tista, s katero si se sprl, prav? Zgodba je, da je bila zunaj in kadila cigareto, ti pa si jo porinil in nato vstopil v bar. Potem, ko se je to zgodilo, je ženska, ki si jo domnevno porinil, njena tašča, mislim, da je bila, te je potem zaradi tega soočila. A lahko stopimo noter, stari? Ja, da ostanemo noter, poskusili bomo kasneje znova. Predivanje. Veste, vi ste se začeli predivati, kar je postalo bolj fizično. In potem sem na koncu pristal, veste. Ja. V redu, iskreno, če sem čisto poštena, policisti, vsega, česar se spomnim, je, da sem bila na tleh in sem samo poskušala priti ven iz tega, prav? Ne spomnim se, da bi napadla kogarkoli ali kaj takega. Spomnim se samo, da sem bila na tleh in sem poskušala nekako priti ven iz tega. Ne spomnim se. V redu. Ali ste bili na ženski z rdečim puloverjem? Je bila to tista ženska, s katero ste se stepli na tleh? Tega se ne spomnim, gospod, in se opravičujem. Spomnim se samo, da sem bila na tleh, na hrbtu in sem poskušala nekako priti ven iz tega. To je vse, česar se spomnim. Kaj vam je počela? To je bil pretep. Pridi sem, samo ne. Ostani tam, samo pogovarjaj se z nami, prav? Kaj ti je počela? To je bilo fizično. Nisem poznal nikogar, nisem vedel, kaj se dogaja. Spomnim se samo, da sem ležala na hrbtu in poskušala priti ven iz tega. To je vse, česar se spomnim. Kako si pristala na hrbtu? Spomnim se samo, da sem se z njo pogovarjala iz oči v oči, nato pa sem bila podrta na tla. In potem, ko sem bila podrta na tla, se spomnim, da sem se začela upirati. Kaj ti je počela? To je bil fizični napad, udrihala me je. Torej te je udarila s pestmi. Da. V redu, ali ti je naredila še kaj drugega? Udrihala me je in me vrgla na tla. In ko sem padla, se spomnim, da sem z glavo udarila ob tla. In ko sem udarila ob tla, sem začela vračati udarce. Imate kakšne sledi na sebi, modrice? Vem, da imam kri prav tukaj. Druga gospa je očitno poleg poškodbe mezinca precej poškodovana, kar se tiče sledi na obrazu in drugih delih telesa. Veš, se spomniš, ko sem prej rekel, da je resnica nekje na sredini? Ja. Torej, obstaja veliko orodij, ki jih uporabljamo, da pridemo do te sredine, kaj ne? Ja. Eden od teh orodij je, Veš, gledanje poškodb na ljudeh, prav? Pogosteje kot ne je primarni napadalec, prav? Kar pomeni, da ima tisti, ki je običajno kriv za pretep, manj poškodb kot žrtev, recimo, naprimer, prav? Prav, torej. Po mojem mnenju, in seveda nisem zdravnik, ampak pri svojem delu vidim veliko poškodb. Ne vem, lahko gremo sem? Ja. Seveda. Veš, na tebi ne vidim veliko poškodb. In očitno je tista druga gospa zdaj v bolnišnici, kaj ne? Gospe so v bolnišnici. Da je. Ja. Po poročilu policijske uprave o incidentu, citiram, Angela je ugriznila desni mezinec osebe z zakritim imenom med nohtom in najbolj oddaljenim sklepom mezinca. To je povzročilo, da se je konica mezinca osebe z zakritim imenom ločil od njenega telesa in padel na tla v baru. Samo nekajkrat sem udarila nazaj, gospod. Nisem je prva napadla ali kaj takega. Prva sem bila na tleh. Glavna skrb je mezinec, kaj ne? Verjetno. torej njen mezinec je bil popolnoma odgrizen. Otrgan. Kaj si potem mislila, glede na kri in vse to? Razen tega tukaj, kaj si mislila, da je bilo? Je še kdo drug notri? Ker jutri začnem nova služba pri okrožju Washburn in jaz... V redu. Nisem se posebej trudila začeti pretepa ali kaj takega. Spomnim se, da sem bila na tleh, na glavi in glava me boli. Se spomniš, kdaj je bil njen mezinec v tvojih ustih? Ne spomnim se. Se tega sploh ne spomniš? Ne, gospod, tega se ne spomnim. Če mi ljudje to ves čas govorijo, si pa mislim, te gospe nisem odgriznila mezinca. Poglejte moje zobe, poglejte. Ali izgledajo krvavi ali kaj takega? Ne izgledajo. Ne vem, kako dolgo bi kri v takem primeru ostala v ustih nekoga. Seveda, nisem nikomur odgriznila mezinca. Samo spomnim se, da sem bila na tleh in sem se poskušala boriti naprej. Kako je izgledala ta gospa, s katero ste se borili? Spomnim se samo, da je imela temne lase in je govorila grde stvari. Se sploh spomnite, kaj je nosila? Mislila sem, da je imela zgoraj vijolično. Kot, pulover ali kaj podobnega? Ja. Se spomnite približno, koliko je bila stara ali kaj podobnega? Bila je starejša. Bila je verjetno v svojih 40 ali starejša. Temna. Temni laše. 40, 50, ja, 100%. In se niste mogli natančno spomniti, kakšna oblačila je nosila?
Tako je, ja, v redu. Torej, če se spomnite še kakšnih drugih malenkosti ali informacij, karkoli takega nam seveda pomaga, kaj ne? Seveda želim te izjave le, če so resnične. Ampak prav. Vse, česar se spomnim, je, da sem bila ob šanku in potem, da sem bila na hrbtu. V redu. In potem je bil nekdo na meni, lahko hitro pokažete roke. Ja. To je bilo leta 2019. Je to kri? Ne vem. Videti je kot kri, ja. So to sveže sledi? Tisti dve, lahko slikam ti dve. Če želiš. Ampak, gospod, Vse, česar se spomnim, je, da sem bila v baru in poskušala naročiti pijačo, potem pa ja. lahko daste roke gor. Bi to dali v žep, prosim. Ja, nekdo je bil na meni. Kljub vztrajnim zanikanjem, policisti pravijo, da je Angelina zgodba edina, ki se ne ujema s tem, kar so videli očividci. Tako se bo njeno praznovanje novega leta končalo z odhodom v zapor. Iskreno, nisem ga napadla. To bom fotografiral. In potem ja. In razlog, zakaj ti dajem toliko priložnosti, da deliš čim več informacij, je ta, da sem verjetno danes večer govoril z 8 ljudmi o tem incidentu. Ja. In od teh, recimo, ne vem, če jih je ravno 8, ampak recimo, da jih je 8, da bo lažje, prav? V redu. 7 ljudi mi je povedalo skoraj identično zgodbo. In potem mi je ena oseba povedala popolnoma drugačno zgodbo. V redu. In Veš, ti si tista ena oseba, ne? tako da, ja. Ja, dobivam veliko zelo podobnih zgodb od drugih posameznikov, ki so bili v baru in so to videli ali pa so bili na nek način vpleteni v to. Ampak potem, ko govorim s tabo, je situacija popolnoma nasprotna, kaj ne? Veš? In razumem, da ima vsak svojo perspektivo. Ampak veš, perspektive pridejo bolj do izraza, ko gre za spor med eno osebo in drugo osebo. Tukaj pa gre za 6 ali 7 oseb proti eni osebi. Torej pravijo, da sem nekoga napadla. To je tisto, kar slišim, ja. Angela, lahko svojo torbico, je ta torbica pod tvojim sukničem tam? Ja. Se to lahko sname? Bi mi to lahko odpnela, prosim? Ja? Zadrgaj to, nočem, da kaj izgubiš, kar je noter. Ne, v redu je. Ja, sam hitro zadrgaj. Samo da ne izgubim česa. A vi resno mislite, da moram izbrati spanje? No, a lahko vidim tvojo torbico? Če sam želiš to odpeti? Hvala. 7-2. Torej, Angela, danes boste aretirani zaradi hujšega napada, kršitve javnega reda in miru in napada. Morda pa tudi zaradi še ene obtožbe za pohabljenje. V redu, ja, samo ne vem, s čim je to povezano. Ampak nočem. V redu. Tukaj, želiš roko in denar premakniti nazaj? Tukaj? Ja, tako. Samo zavihal ti bom rokav, prav? Prav. Ja, tako. Fantje, nisem nič naredila. Poglejte me. Prisežem pri Bogu. A lahko sem za trenutek stojite tam zame? Jutri moram biti v službi. Prosim, ne delajte mi tega. Imam 3-letno hčerko. Tukaj boste lahko opravili nekaj telefonskih klicev, v redu? Ampak žal je nocoj pač tako, me ne vidiš? To je bila samoobramba, ne kliči policije. Bila je samoobramba. Dove. Če je temu tako, se lahko vse to razjasni na sodišču. Samo pospremimo jo do patrulnega avta. Samo posprejemo jo do patrulnega avta. Hitro, pravkar smo preiskali avto. V redu so. Torej, praviš, da nimaš ničesar, s čimer bi me lahko poškodovala. Nisem naredila ničesar, vi fantje. Pregledali bomo, če želite to samo poiskati. Ja. Ali imate kaj v žepih ali kaj podobnega? Ima elektronsko cigareto tukaj? V redu je, ja, v redu, dio. Razumem, moj bog. Lahko vi udarite tiste? Ja. Lahko enkrat potegneš. Sam ne diha mi v obraz, prosim. Tako. Imaš še kaj drugega v žepu? Tisto vej bom dal v tvojo torbico, prav? V redu, preverite zadaj, prosim, podpišite. X-ray preverite zadaj, prosim, gospod. Žepi, ja. Samo trenutek. Ne. Ne ta trenutek, poklicat bo morala, prav? Je v redu? Ja. Brat, imaš kaj v svojem vozilu, kar morajo vzeti? Kaj novega? Ne. Oprosti, v redu. Se vidimo čez minuto. Samo usedi se, prosim, prav? V redu.
Po poročilu o primeru se je veliko zgodilo potem, ko so se vrata policijskega avtomobila za Angelo zaprla. Poročilo navaja, da je Angela na poti do zapora v okrožju Barron tik pred prihodom odpela varnostni pas, nato pa dvakrat namerno udarila z glavo ob okno, ki ločuje zadnji sedež od sprednjega v policijskem avtomobilu. Ukazala se mi, naj preneha in ni več udarila po notranjosti policijskega avtomobila. Kmalu zatem sem prispela v zapor okrožja Barron, ko so jo uslužbenci zapora jemali iz avtomobila. Opazila sem, da ji je iz čela tekla kri in da je imela več rdečih prog po obrazu. Opazila sem tudi, da je imela na kavbojkah bistveno več krvi kot prej, preden so jo dali v policijski avto. Preden sem Angelo peljala v zapor, nisem opazila, da bi krvavela iz glave. V dokumentu je nadalje zapisano, da je Angela, ko so jo policisti odpeljali na kliniko Mayo, domnevno postala zelo razgrajaška. Domnevno je udarila policista v obraz s stisnjeno pestjo, zato so jo morali prikleniti na bolniško posteljo. Na koncu je v bolnišnici dobila dovoljenje za odpust, takrat pa so jo končno prepeljali v zapor okrožja Barron. Izrekla se je, da ni kriva glede obtožb napada, hujšega napada ter napada ali grožnje sodniku, tožilcu ali policistu. Spletni sodni zapisi kažejo, da je primer Angele Clark še vedno odprt. Naslednjič bo na sodišču 8. julija 2026. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Nolnar in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.